Lep dober večer. Današnji naslov je užitek kot kategorična zapoved našega časa in verjetno ni vprašanje, ali danes lahko rečemo, da je užitek na vsakem koraku, da prežijo na nas številne skušnjave. Tole, kar sem vam pokazala na začetku, ko ste se še zbirali, je del inštalacije, ki jo bom komentirala kasneje v svojem predavanju. Namreč tudi del pretekle umetnosti skuša človeka opozoriti na to, da je užitek nekakšen razcep med možnostjo in nemožnostjo in da potegne za seboj celo vrsto dilem in vprašanj, tako kot jih danes postavlja potrošniška družba, v kateri živimo, in ta politični vidik potrošništva sem na nek način izpostavila že v prejšnjem predavanju. No, danes pa bom skušala bolj iz filozofskega stališča razložiti in pojasniti to platformo vsega, kar se v današnjem času manifestira in nek poziv k užitku je zagotovo ena izmed takšnih stvari. Torej, če rečemo, da živimo v dobi hedonizma, se takoj postavi vprašanje, je ta hedonizem nekaj resničnega ali je samo fantazma, je samo obljuba nečesa, kar se v tej družbi kaže kot nagrada za nek trud, za neko potrpežljivost, kar moramo prenašati mimo glede, ker je mamljivost in skušnjava sama po sebi takšna, da nas v bistvu ta potrošniška zmes na nek način pogoltne. Če začnem, mislim, da večina od vas nekako pozna definicijo potrošništva, pa vendar se tu začne bistveni del tega vprašanja. Glede na to, da živimo v postindustrijski, postkapitalistični družbi, danes verjetno ne bi bilo treba govoriti o socialni bedi, o pomanjkanju. Problem je samo, da je ta presežek neenakomerno razporejen in da imamo na eni strani upraviti silno revščino in na drugi strani s takšnimi presežki bogatstva, kot jih zgodovina doslej še ni poznala. Potrošništvo je fenomen, ki napeljuje ljudi ne, da bi živeli po svojih potrebah, ampak da bi živeli po svojih željah. To je temeljna razlika in če se za trenutek ozremo k Marsu, k Marksu, ki je, to se zdaj zdi res tako oddaljeno kot Mars od Lune, njegova projekcija komunizma, komunistične družbe, ki ne bo več poznala izkoriščanja. Njegova definicija je bila, da je to družba, ko bo človek živel po svojih potrebah in delal po svojih zmožnostih. Ampak človek ne želi delati po svojih, ne želi seveda ustvarjati, ne želi pa živeti po svojih zmožnostih, ampak želi živeti po svojih željah. In želja je tisti princip, ki vodi ki poganja celoten sistem kapitalizma in to zelo učinkovito. Želja pa je nekaj, kar je v filozofiji zelo temeljito razdelano in jaz se bom tu v glavnem opirala na lakanovsko filozofijo. Slavoj Žižek je ogromno pisal o tem in tudi ta naslov, užitek kot kategorična zapoved sodobnega časa, je nekako povzet po njegovi filozofiji. Torej, živeti po željah in ne potrebah je tipičen mehanizem fantazme, o kateri bom danes skušala povedati nekaj več, kaj fantazma je in kakšna je njena funkcija. In ta pojem kot takšen izvira v bistvu že iz Freudove psihoanalize, torej tam, kjer se psihoanaliza vzpostavlja tako kot neko izhodišče za
praktično vednost, tisto, ki se danes uporablja v terapevtske namene. To je ena smer psihoanalize, druga pa je tista, ki deluje striktno na teoretski ravni. Razlika med tema dvema konceptoma je v tem, da psihoanaliza kot psihoterapija skuša inštalirati individuum v sistemu, v katerem pač smo, medtem ko teoretska psihoanaliza izkorišča ta spoznanja za kritiko družbe. No in začne se seveda pri vprašanju, pri delitvi, to je Freudova smer, oziroma že Freud je dal tu ključen poudarek na razliki med principom ugodja, načelom ugodja in užitkom. Načelo ugodja je stvar preživetja človeške vrste. Gre za to, da moramo zadovoljiti temeljne potrebe, kot so lakota, žeja in premostiti bolečino. Brez tega seveda pride do kolapsa, pride do konca in to se dogaja na čisti individualni ravni. Skratka, vsaka zadovoljitev potrebe pomeni neko vzpostavitev ravnovesja, tega fiziološkega, in to ravnovesje vzbudi neko ugodje. To je bistvena razlika med tistim, kar predstavlja pa načelo užitka. In tu pri užitku se pa stvari zelo zapletejo. Namreč užitek ne služi ničemur. S tem se verjetno ne boste strinjali, ampak opozarjam vas, da če vidite v tem kakršnokoli poanto, potem je to tisto, kar se bolj zlaga s pojmom ugodja in ne s pojmom užitka. Nasprotno kot ugodje, kot tista pot v ravnovesje, pot k ravnovesju in uravnoteženosti, kot biološki osnovi za preživetje sploh, je užitek neravnovesje in užitek pravzaprav ne da ne vzbudi, ne stabilizira, ampak nasprotno ogroža. Je na nek način, kot je razvil Lacan v svoji teoriji, smrtno nevarna reč. Načelo užitka presega gole potrebe in izhaja seveda iz področja človeške seksualnosti, ker seveda je človeška seksualnost pomembna in zadovoljitev želje v tej funkciji, zadovoljitev seksualne potrebe, ampak brez tega človek preživi. Torej, to ni stvar preživetja individuuma, to pa je stvar preživetja vrste. In to je tista nadgradnja, ki potem vodi v eno čisto posebno, po drugi strani pa zelo zanimivo smer, in tu je seveda ogromno ene manipulacije in izkoriščanja tega potenciala, ki ga ta užitek seveda sam po sebi ima. To je neskončen generator, neskončen krog, ki poganja civilizacijo in seveda tudi človeštvo na tisti civilizacijski ravni. Če skušamo užitek analizirati tako mogoče iz prvega pogleda, vedno znova lahko ugotavljamo, da je bistvo užitka nek razcep, neka protislovnost. Protislovnost, ki se kaže na ta način, da se užitek vedno izmika. Užitek v kombinaciji s konceptom želje je vedno neka obljuba, ki se nikoli ne izvrši, nikoli ne realizira in seveda s tem generira cel ciklus v nek neskončen krog. No in če vam seveda pokažem, skušam ilustrirati to na čisto konkretnem primeru. Če izhajamo zdaj iz situacije potrošniške družbe, vemo, da glede na ekonomsko in družbeno uspešnost posameznika lahko rečemo, da obstajajo socialne razlike, da tisti, ki je ekonomsko uspešnejši, lahko živi bolj udobno življenje in preprosto rečeno si lahko privošči več užitka. Ampak empirično gledano to sploh ne drži. To je temeljni paradoks. Ko rečemo, čas je denar, kaj to pomeni? Tisti, ki je najbolj intenzivno vpet
v ekonomski sistem. Torej tisti, ki velja za družbeno uspešnega, ki se mu obrača kapital, ki se mu obrača možnost akumuliranja tega kapitala, ta bo temeljito premislil, kdaj si bo vzel počitek, kdaj si bo vzel dopust, ker čas je denar. Torej odlagati dopust, odlagati počitnice pomeni, da v tistem času steče toliko in toliko zamujenih priložnosti in če pogledate, te ljudi so na nek način zgarani, ves čas napeti, ves čas živčni, ves čas napreži, da jim ne uide kakšna bistveno pomembna priložnost. In to je prvi zaplet, ki je na nek način simptomatičen. In da vi vztrajate v tem sistemu, takšen, kakršen je, potrebujete neko fantazmo, potrebujete neko obljubo, da ja, vse na koncu, ko bomo to in to in to uspešno predelali in prestali in seveda aktivno usmerili svoje priložnosti v dobiček, pa si bomo pa privoščili počitnice, izklopili, ugasnili telefon, ne bomo pogledali na elektronsko pošto. To je pravzaprav nemogoče in to je čista utvara. In tu se začne delo fantazme, ki deluje na tem osnovnem in bazičnem principu. Torej, to protislovje seveda pomeni, da v to pričakovanje užitka ves čas udira nekaj traumatičnega in s tem nekaj realnega. In to je tista glavna poanta užitka, da se vedno kaže kot neko nelagodje. Nek traumatičen občutek, ki ga fantazma potiska, potlači, zato da sam sistem sploh lahko deluje. No, ko sem pisala tale program in seveda mislim, da sem dala tudi v napovednik tisto znano floskulo, pa rečemo, oziroma velja prepričanje, da so najboljše stvari tri. Tiste, ki so ali nezdrave, ali so nemoralne, ali pa redijo. No in če se užitek manifestira na način nelagodja, bi mogoče vas opozorila na to, ker sem zgodovina daleč nazaj. Freud je namreč ugotovil, da je področje nezavednega historično pogojeno. In tisto, kar nosimo vse kot nezavedno, Lacan je to kasneje bistveno bolj razvil, ampak če začnemo tlej čisto pri Freudu, to, kar nosimo vse kot nezavedno, je vedno posledica traumatičnega prilagajanja neki družbeni represiji. In če vas zdaj vrnem nazaj pogled, ki je funkcioniral v času nekje mlajšega paleolitika, ker si včasih večkrat si pomagam s področji iz umetnosti, pa vam bom skušala z tole podobo pokazati, kako je užitek funkcioniral v času ledene dobe, torej približno 35.000 let nazaj. No in tole je podoba paleolitske Venere iz ne tako zelo oddaljenega Willendorfa v Avstriji. To je figura, po mnenju poznavalcev, ena najlepših, ki je nastala, razloga ne bomo nikoli vedeli, ampak zagotovo tisti, ki je upodobil tole podobo, ni imel namena pokazati na ženske pomanjkljivosti, ampak nasprotno. Zagotovo mu je bila navdih kakšna lepotica, ker če si vi predstavljate, da v času ledene dobe, danes je zelo moderna paleolitska dieta, verjetno marsikdo od vas ve, kaj s tem mislim, ampak paleolitska dieta ne prinese takšnih oblin. Kako je možno, da je kakšna ženska takrat svojimi oblinami direktno spominjala na ugodje v hrani, ne bomo vedeli, ampak dejstvo je, da če se je mimo takratnih fantov kakšna takšna ne sprehodila neobremenjeno,
je po moje vzbudila silno navdušenje. No, ledena doba, ne? Ledena doba pomeni, da so bili ljudje nabiralci in lovci, torej ženske so v glavnem nabirale korenine, oreščke, to, kar je pač težko reči zdaj v tundri. Zasegla je nik, če na to šteka. Ja, vprašanje je zdaj. Lovci so kaj fajnega prinesli, ampak je bilo treba zelo hitro pojesti, ker konzerviranje edino v kakšnem ledu prav pride, samo tam se črede ravno niso zadrževali. No, če vam skušam zdaj premostiti 35.000 let in če na približno takšno podobo pogledamo z današnjimi očmi, je potem tale situacija. To je delo sodobne umetnice. Naslov tega dela Prophet je delo Jenny Saville, škotska umetnica rojena leta 70, spada med feministično navdahnjene britanske umetnice, ki je prvi takšen suport dal lastnik ene bolj prestižnih londonskih galerij, Saatchi. No, ampak, če skušamo na podoben objekt pogledati, danes seveda pogled ni isti. Kot sem rekla, užitek, zagotovo je tu prisoten užitek v hrani, ampak z ogromno mero nelagodja in zafrustriranosti. Če bi vprašali 35.000 let nazaj, katera ženska bi želela imeti takšno podobo, po moje ne bi, brez izjeme bi se vse javile. Tole danes pa je seveda situacija drugačna. Kdaj je torej užitek izgubil svojo legitimnost? To se je seveda v zgodovini nekoč zgodilo in sledimo lahko predvsem z metaforiko tej situaciji nazaj in takšna zelo zgovorna metaforika je v stari zavezi pravzaprav čisto na začetku geneze oziroma kmalu po tem, ko je Bog ustvaril svet, se je zgodilo nekaj prelomnega v rajskem vrtu in to je seveda spet ta temeljni razcep, s katerim se začne zgodba o užitku in sicer na način izvirnega greha. Izvirni greh je bil tema številnih interpretacij. Tole ni podoba Adama in Eve, jasno, da ne, ampak to je reinterpretacija našega življenja po izvirnem grehu, kot jo je upodobil nekje okrog leta 1490 Hieronymus Bosch, katerega odlomke inštalacije ste gledali na začetku. No in v ospredju je zemeljska pojava sveta z vsemi naslov dela je vrh naslav, zemeljskih naslav in to je torej tisto izhodišče. Delo je kot triptih, ki se zapre in ko odprete to podobo, imate na desni strani seveda posledno oziroma pekel s posledicami posledne sodbe, ki je fokusirana na to centralno pozicijo in na levi strani imate seveda raj, ki je obljuba večne blaženosti. No, Boschevo slikarstvo, to ni edina tema, ki jo je Bosch uprizoril na temo užitka. Bil je mojster prikazovanja, danes bi v mirne duše temu rekli, renesančne pornografije. Hieronymus Bosch spada v obdobje tako imenovane severne renesanse. To je še stil njegovega poznega zrelega obdobja, ki ga je pred svojo smrtjo umrl je leta 1516, torej eno leto preden je Luther sprožil reformacijo in
Boševe slike so bogate s figurativnostjo in detajli. In lani ob njegovi smrti je bila retrospektivna razstava v Pradu, kjer so prikazali vsa njegova najpomembnejša dela, vseh naj bi bilo okrog 25, dve gor ali dol, o tem se strokovnjaki prepirajo. No in najbolj znamenita dela so Skušnjave svetega Antona, potem Seneni voz. Ta je verjetno ena najbolj impresivnih. In zakaj sem rekla, da je na nek način to pornografija? Če bi se vprašal, zakaj ga v tistih časih niso preganjali. Boš je znal vedno izjemno dobro uravnotežiti ti dve skrajnosti in pokazati, verjetno so te njegove podobe takrat z užitkom ljudje analizirali, ampak vedno imate ob strani svarilo. Torej, to je tisto, kar vas čaka, če užitek ni neko kontrolirano dejstvo. To je namreč problem pri številnih, sam srednji vek je namreč pogostokrat zašel v skrajnosti na ta način, da je po eni strani skozi discipliniranje takratnega mehanizma družbe, preganjanje čarovnic, potem inkvizicija, uporabljal metode, ki bi jih danes seveda mirne duše označevali kot sadizem. No, sam ta koncept je torej Boš najlepše prikazal v detajlih, ker tule ne vidite detajlov, vam bom spustila odlomek iz te inštalacije, toliko za vtis. V prvem delu se bom malo skrajšala, ker cela zadeva traja 12 minut. V tem prvem delu je osredotočenost na užitke oziroma te podobe, ki so del zemeljskega življenja, kot jih pač lahko povezujemo z uživanjem, ampak prelom je potem ta podoba poslednje sodbe. To je bila inštalacija, ki je bila v enem samem prostoru. V tem prostoru so projecirali detalje Boševih različnih podob in obiskovalci so se potem sprehajali res. Boš je, kot lahko vidite v teh primerih, to svojo, bom rekla zdaj, pornografijo zakamufliral oziroma jo na nek način postavil v nek legitimen položaj ravno s temi podobami pekla kot sredstvom, ki regulirajo družbeni kontekst. Kar se je zgodilo potem z družbo od srednjega veka naprej? Vstopamo, da preskočimo obdobje, ki je po svoje tudi zelo traumatično, 17. stoletje, 16. 17. stoletje, 18. stoletje začetek razsvetljenstva in s tem moderne družbe. In v moderni družbi z razsvetljenstvom se postavijo pa čisto drugačni mehanizmi nadzora. V glavnem je te mehanizme nadzorovanja in discipliniranja proučeval Michel Foucault, ki je jasno opozoril, kakšne so strategije, ki še danes delujejo, čeprav je njegova prva osredotočenost na začetek tega koncepta, ko disciplinirano telo deluje predvsem na področju produkcije, to je danes tovarna, vzgoje, to je šola in seveda vojske, ki je vedno tipičen primer skozi zgodovino discipliniranja in s tem zagotavljanja njene učinkovitosti. Moderna družba brez discipline ne funkcionira. Na ta način se zagotavlja učinkovitost telesa, po drugi strani pa je discipliniranje telesa vedno zopet nek razcep.
Disciplina moč telesa razcepi, ker po eni strani krepi telo zato, da je ekonomsko koristno, po drugi strani pa ti isti mehanizmi delujejo na tak način, da se človek ukvarja s tistimi zadevami, ki so morda manj bistvene. In ko že govorimo o užitku in moderni družbi in vlogi telesa pri tem, lahko rečemo, da je samo popolno telo tisto, ki mu lahko pripada užitek, in ideal takšnega telesa je podoba, torej fitness kot na prvi pogled serija močilnih naprav, ampak ljudje danes vidijo v odrekanju in naporu na koncu ravno to, kar je poanta tega razcepa, obljubo užitka. Užitek vedno funkcionira na način ne izvršenega dejstva, ampak kot odmika, kot neke obljube, in če je tole, bomo rekli, še na nek način sprejemljiva podoba telesa, je, tule imate Arnolda Schwarzeneggerja v svojih fazi, ko je še tekmoval v bodybuildingu. No, to ni samo stvar discipliniranja in treninga, tu so tudi druge substance na delu, kot je kasneje mnogo let, po tistem, ko je že postal guverner ena od Kalifornije, zveznih ameriških držav, predsedniškega mesta žal ni mogel, je pa seveda skoraj da naša gore list, ker je to iz Štajerske. Ampak že tule lahko vidite, da gre za preparate, ki niso ravno povezani z biološko temeljno funkcijo, in da gre za zlorabo preparatov, ki jih je razvila veterinarska stroka. Gre za anabolične steroide in podobne substance. Torej, tu težko rečemo, da je doping na mestu, da dosegate neke rezultate v smislu olimpijskih dosežkov. Bodybuilding je izrazito, torej je strategija, ki deluje na videz telesa, ne na njegove učinke. In povezujejo seveda zdravim načinom življenja, in to je drug ključni paradoks, ker zdrav način življenja s tem nima nobene, to je pa. Takšnih podob najdete na internetu neomejeno. So še bolj bizarne, garantiram, od te, ki mislim, da je grozljiva. Torej, to so skrajnosti in... A je to realnost? Ne, to ni ponaredek, to ni računalniška simulacija od tega. Ampak to se doseže z posebnimi pripravki, sem ne bi delala reklame. Pa zakaj boš pomoč? Torej, če se vrnemo na začetek, to je sicer podoba moškega, ampak če vrnem nazaj, tudi ženske tekmujejo v bodybuildingu, sem trenutek, da malo povečam tole sliko. Ja, pa ne bo šlo. Ampak se lahko vidite, da so sicer ženska telesa, ki so pa nekoliko nenaravna. Tudi ženske znajo dosegati takšne bizarne ekstreme. To je sicer tekmovanje bolj za fitness, bodybuilding je pa še bolj ekstremna disciplina. No, na katerem področju te strategije najbolj delujejo? Seveda tam, kjer imamo občutek, da smo gospodarji svojega prostora in časa, in ti mehanizmi so tesno povezani s pojmom, kot je prosti čas. Prosti čas je kategorija, ki spada podobno kot potrošništvo, čeprav je potrošništvo bolj zadnji krik postkapitalistične družbe, je prosti čas mogoče še nekoliko starejši sopotnik. Prosti čas
je stvar, ki si jo je bilo treba v zgodovini kar trdo izboriti in nekako danes velja, da je idealno razmerje 3/3, 1/3 spanja, 1/3 prostega časa in 1/3, ko smo pač ekonomsko angažirani in aktivni. In če zdaj nismo v službi oziroma ne spimo, lahko s tisto tretjino prostega časa svobodno razpolagamo. Ampak kaj je tendenca? Tendenca je v tem, da je treba prosti čas aktivno izkoristiti in kaj pomeni aktivna raba prostega časa. Treba se osredotočiti na zdrav način življenja, treba se posvetiti športu, zdravi prehrani, tudi vrtičkanje ima svoj učinek in če recimo tega ne počnete, če ne izkoristite pametno tega svojega prostega časa, je seveda takoj na delu slaba vest. In slaba vest je ponavadi v najboljši meri sredstvo za discipliniranje. No in kakšni ideali nas spremljajo, ko že govorimo o prostem času? Človek danes mora ustrezati idealu, da je fit, da je zdrav, da je ekonomsko koristen. In zakaj so danes naši športniki tako popularni in Slovenci smo promahnjeni na to, da propotenciramo te športnike kot nek družbeni ideal in vedno znova ponosno ugotavljamo, tako majhna država pa ima tako fantastične športnike, pri čemer vemo, če malo kritično pogledamo, da danes šport nima več nobene zveze z zdravim načinom življenja in da prehaja tisto mejo, kot so stari Rimljani poznali tudi vrhunski šport in imeli tudi svoje športne zvezdnike, to so bili gladiatorji. In danes se ideal športnikov vedno bolj približuje temu staremu, do neke mere skoraj pozabljenemu zlorabljanju človeških življenj in teles. Če se spomnite na naš fenomen, nekoč na zimskih olimpijskih igrah, ko je Petra Majdič dobila bronasto kolajno z nalomljenimi rebri, bila v smrtni nevarnosti, pa to so bile ovacije. Ovacije, ki so bile do neke mere zelo perverzne. Namreč ona se je žrtvovala, ona je to, jaz seveda z nekaj aspekta situacijo popolnoma razumem, ampak to, kar je pa potem pristalo v mediji, je pa druga oblika manipulacije. Mediji so praktično, vem, da enkrat na Valu 202 je bila oddaja v živo, ko so poslušalci komentirali, vsi z navdušenjem, bila osebnost tedna, osebnost meseca in ta njena žrtev je postala pravi nacionalni hit, ampak po drugi strani pa to grozljiv simptom tega, kar se danes v družbi dogaja. Še eno področje, ki je seveda simptomatično, to je obsedenost z večno mladostjo. Tu vam bom pokazala v nadaljevanju odlomek, ki je sicer nekoliko karikiran, pa vendar iz filma Neskončna lepota La Grande Bellezza. Mislim, da je to film, ki je leta 2015-2014 dobil tujezičnega Oskarja. Ukvarja se pa na metaforičen način s propadom zahodne civilizacije, vrednot in seveda skozi scenarij in skozi zgodbo starajočega se nekoč uspešnega pisatelja na svoj način govori zgodbo o tem, kako je danes zahodna civilizacija zgubljena v prostoru in času in kako lahko na njene dosežke in predvsem lepoto te civilizacije skozi arhitekturo pogledamo le še skozi fantazmo turistične industrije. No in če uporabim besedo fantazma, ker namreč večnost mladosti, ki jo danes za vsako ceno skušamo oživljati in reproducirati, je eden od ključnih mehanizmov, kako fantazma danes v družbi deluje.
staranje je samo po sebi simptom človeške minljivosti. In vsi, ki pridejo pač v to fazo, vedo, da staranje ni prijetna zadeva, niti z fiziološkega, niti z družbenega stališča, ampak je neminljiva, mislim, je usoda, ki nas pravzaprav vse čaka, kot je rekel Iztok Mlakar v enem zelo simpatičnem intervjuju, je rekel, pač vsi se staramo, ker vsaka druga alternativa je samo še slabša. No in opraviti s tem je pa umetnost in izziv za vsakega posebej. Ampak vsi ti mehanizmi in strategije, ki jih danes srečamo na vsakem koraku, kako za vsako ceno ohranjati videz mladosti, to ima neko poanto v ideoloških mehanizmih sodobne, tudi potrošniške in postkapitalistične družbe. Gre za to, da moraš danes ves čas ohranjati videz stalne pripravljenosti na to, da si maksimalno učinkovit in človek, ki pač pride v leta, nima več toliko energije, ampak ja, smo vsi mladi, smo vsi zdravi in pripravljeni na to, da prepričamo delodajalca, da je z nami vse v najlepšem redu. No in ta simptom minljivosti je v filmu La Grande Bellezza takole prikazan. No, to ste, upam, da razumeli. Skratka, rekel je, naj moli zanj, pa je odgovoril, da ne rabi njene molitve, ampak pa je rekel, da seveda, če bi vedela, koliko mora plačati davčnim službam, bi seveda bila molitev na mestu. No, to je tak mečken ironičen insert iz filma, ki na nek način govori tudi o obsedenosti z mladostjo. No in če se na tem mestu ostavim pri pojmu odnosa med simptomom in fantazmo. Fantazma, torej, kot sem že rekla, deluje po principu zapolnjenja in zaceljenja rane, ki jo povzroči nek udor realnega. In simptom na drug način kaže prav sled tega realnega, ki vedno vdre kot travmatično, kot nelagodje. In če je fantazma tisto, kar je samo po sebi jasno, razumljivo, kar nas potolaži, kar nam pove to, kar v kontekstu manjka, je simptom vedno znak, da smo naleteli na neko neprebojno jedro, ki samo po sebi zahteva pojasnilo in analizo. Ta dva termina prihajata seveda iz najprej Freudove in potem v nadaljevanju tudi teoretske psihoanalize bodisi Lacana, bodisi seveda tudi praktične te, bom rekla, anglosaksonske smeri psihoanalize. No in če vas tu opozorim na samo funkcijo želje. Želja je mehanizem, ki poganja, ki generira obljubo užitka, ampak nikoli ne pripelje do situacije, ko bi se užitek lahko realiziral. Ker s tem, ko se užitek realizira, je želja konec, je krog zaključen, to pa ni smisel, to pa ni poanta sistema, ki se mora vedno znova in vedno na novo generirati. In verjetno vsi poznate pravljico Mala morska deklica oziroma sirena, ki jo je opisal Hans Christian Andersen, in v tej zgodbi je najlepše zajet prav ta koncept želje. Če vas samo opozorim na tisti ključen del te zgodbe. Torej, Mala morska deklica
dočaka dan, ker je najmlajša izmed svojih sester, ko lahko pride na površje in tega dne je priča enemu grozljivemu brodolomu ladje, na kateri je prej opazovala čudovitega kraljeviča, katerega se zaljubi. Tega kraljeviča potem reši, mu pomaga, da pride varno na obalo, ampak v trenutku, ko kraljevič odpre oči, Sirena se mora skriti in tam zagleda neko drugo dekle, s katero se potem kasneje namerava poročiti. Seveda jo ves čas išče, vmes pa mala morska deklica, ki se medtem vrne v globine, zaprosi staro čarovnico, naj ji vendarle omogoči, da stopi na zemeljska tla. No in čarovnica, to je namreč ključni del te pravljice, čarovnica od nje zahteva tisto, kar je pri sirenah najbolj dragoceno, in to je njen glas. Vemo, da iz stare grške mitologije prihaja zgodba o zapeljivem glasu siren, ki se mu noben mornar ne more upreti, ampak ta glas je tako poguben, da vsak mornar, ki sliši petje siren, izgubi življenje v valovih. No in ker imajo sirene to neverjetno moč zapeljevanja, je zahteva čarovnice, da sirena žrtvuje svoj glas, v zameno za to dobi pa ženske noge. In seveda drug fetiš zapeljevanja, ne? Če pogledamo. No, to je v Andersenovi pravljici seveda veliko bolj sofisticirano povedano, in ko pride mala morska deklica v čudoviti ženski postavi na površje, stopi na tla oziroma najdejo kraljevič, v trenutku je očaran, vendar, ker je sirena izgubila svoj glas, mu ne more povedati, da je ona tista, ki ga je rešila, ne moreta komunicirati, ona ga lahko posluša, ga razume in seveda kar hitro ugotovi, da ona ni tisto dekle, ki jo išče. Ko končno najde dekle, za katerega misli, da ga je rešila, se naslednji dan poročita in konec je tragičen. Mala morska deklica, kot je čarovnica napovedala, izgine v morski peni, namreč prerokba oziroma čarovnija deluje samo do trenutka, dokler se kraljevič ne poroči, s katerokoli pač že poroči se s tisto drugo. To je na metaforičen način zgodba o funkciji same želje. No in tole sem že lepo pomoti odprla, ampak če vam zdaj pokažem, to je kip male morske deklice, ki ga verjetno poznate. Tole je simbol funkcije želje, žensko telo, vendar ribji spodnji del. In če sem prej rekla, ker je užitek prav Slavoj Žižek razvil kot politični faktor, politično strategijo, danes smo priča kategorični zapovedi uživaj, in če zdaj na primeru te imaginarne podobe pokažem, kako deluje ta zapoved, če jo skušamo pokazati na imaginarni ravni, je prav tole ta podoba. To pa je delo belgijskega nadrealista Renéa Magritta z naslovom Sirena, in a vidite, da ne funkcionira. Tu pa imate zdaj ženske noge na razpolago, ampak stvar dejansko zbuja prej odpor kot pa užitek. To je realizacija užitka. Vdor realnega v smislu traumatičnega in mimo grede Hieronymus Bosch
je eden tistih slikarjev, ki je posebej vplival prav na nadrealizem, še posebej španski, predvsem po barvnem spektru. Ta barvni spektr je bolj delijevski, ampak tudi René Magritte spada v to serijo. No in da vam ob zaključku pokažem še odlomek iz drugega filma, to je naslednjega, ki ga je Sorrentino posnel za filmom La Grande Bellezza. V tem prizoru, to je en ključnih prizorov, film se dogaja v enem zdravilišču v švicarskih Alpah in seveda govori pa o staranju. Naslov filma je Mladost in tu je pa izpostavljena situacija stališča posameznika in ravno tega hrepenenja po večni mladosti. In prav ta prizor je eden tistih, ki najbolj radikalno postavi mejo med fantazmo in simptomom. Can't you see we're enjoying the last great idyll of our lives? No, to ste, upam, razumeli. Torej, a ne vidiš, ko pride opozoriti, da jo nekdo čaka, a ne vidiš, da uživava še v zadnji idili najinih dni. To je tipičen, zelo dober primer učinka fantazme in simptoma. Dva protagonista, glavna igralca, pravzaprav en uspešen dirigent, drugi uspešen režiser, ampak v tej situaciji vsak na svojem koncu bazena sta za to žensko oziroma to Miss Universe v bistvu nevidna in ona deluje kot princip fantazme, njuna situacija pa kot simptom. Tu bi zaključila današnje predavanje in če povzamem, skratka ta zapoved, kategorična zapoved, uživaj, je pravzaprav samo še en mehanizem in to učinkovit in, da ne rečem, odločilen mehanizem, ki v sodobni družbi generira in poganja sistem in fantazma najbolj, ali pa ideologija, če vam je ta izraz nekako bolj razumljiv, deluje točno na tistem mestu, kjer se zdi kot prvo, da je drugačna alternativa praktično nemogoča in da smo vendarle sami akteri situacije, ki jo obvladamo, oziroma kot lahko vidimo, je nikoli ne obvladamo, ampak situacija obvladuje nas. Tako da jaz bi na tem mestu današnje predavanje zaključila, seveda sem na razpolago za vaše vprašanja in naslednje predavanje čez mesec dni je zopet aktualizacija sodobnega časa v primerjavi z Huxleyjevo podobo družbe, kot jo je kot antiutopijo predstavil na začetku 30. let 20. stoletja. Tako da najlepša hvala za danes, pa vabljeni na naslednje predavanje. Naslednje predavanje je Huxleyjev Krasni novi svet, prerokba ali kako sem že dala, v tem smislu utopija ali preroštvo, ja, da sem se spomnila. Ampak včeraj sem bila na predavanju Guya Standinga. To je angleški ekonomist, predvsem aktivističen človek, ki se ukvarja s prekariatom, potem deliberativno demokracijo, UTD-jem in tema je bila seveda prekariat, ki je v zelo visokem porastu. Tudi se v bistvu statistike pravzaprav prikazujejo tega. In zdaj njegova teza je, da se poraja en segment pač družbe, ki ima potencial sprememb. Ja.
ker je prisiljen v drugačen način življenja. Ne? Pa me zanima, recimo tudi z vašega vidika, ali menite, da je to recimo možnost? Ja, to seveda tudi proletariat danes že kar nekaj časa ni več tisto, kar je bil nekoč, niti kot empirično dejstvo in danes seveda smo soočeni prav s temi mehanizmi, ker proletariat v svoji zgodovinski funkciji, če gledamo učinke delavskega gibanja, ne, ko sem prej imela prosti čas, to je bilo vse nekoč izbojevano, bodi si preko teh delavskih strank ali pa sindikalnega boja. In ta boj je bil zelo trd. Ampak vse obstalo na tisti točki, ko se je ta srednji sloj nekako umestil in to se je zgodilo po prvi svetovni vojni. In ta stari industrijski proletariat je zamenjal neka druga kategorija, še vedno lahko rečem proletariata, ki se pa seveda več ne najde. In ti učinki fantazm so dovolj aktivni in dokler so ti učinki aktivni, tako dolgo ne bo nobene potrebe po revoluciji. Zdaj, ta prekarni delavci, ki nimajo ničesar za zgubiti, mogoče je to neka zasnova tiste situacije, ki pa mora dozoreti, ker ko ti enkrat nimaš več nobene fantazme, na katero bi se lahko obesil. Torej, ne bo šel na dopust, ker boš lovil naslednjo priložnost, tu pa ni tista obljuba, bomo pa naslednje leto, ker naslednje leto lahko čakaš 3 leta na službo, prednjo boš dobil. Mogoče je to ena taka možnost, ker vedno vse spremembe pa izhajajo iz neke radikalno traumatične situacije. Torej, ko ta simptom neznosen, takrat je čas za akcijo. Dokler pa lahko fantazma simptom duši, tako dolgo pa sprememb ne bo. In mi imamo danes enormno mašinerijo vseh mogočih fantazmov, od oglaševanja do praktično udira to politični prostor. In to je bila tema prejšnjega predavanja, ko sem rekla, Berlusconijev model, zakaj je uspel. Film Videokracija, pa to je človek, ki je prišel na oblast samo zato, ker se je hotel zabavati in ker je hotel zabavati druge ljudi. In njemu je bilo fajn in on je strašno simpatična osebno, sicer zdaj je že malo ven iz politike, ampak se še čisto tudi ne more od tega posloviti. In to so ljudje, ki pljujejo na krilih teh fantazmatskih mehanizmov. In problem je ravno tudi, dokler v političnem prostoru to deluje, zakaj bi spreminjali svet? Saj, če ne uživamo ta trenutek, se nihče ne uživa ta trenutek, bomo pa uživali potem in potem in potem in potem. To je bistvo. Prosim. A se prav razumemo, a je vaša terminologija fantazme enaka Freudovi iluziji, da kapitalisti pravzaprav nam iluzije o užitku in o perfektnem funkcioniranju sistema zbujajo, ker zdaj mene ne moti, da rečem, da je fantazma iluzija, skušam razumeti samo to, če ste vi tako mislili. Če lahko kar Freudov izraz uporabljam, pa bom isto formulo dobil. Ja, pojem iluzija je vezana na imaginarno. Imaginacija je faza v procesu oblikovanja od jaza k subjektu. To je v lakanovski, Lacan se je zelo opiral na Freuda, no? In v bistvu fantazma izvira iz freudovske terminologije, absolutno, ampak sam pojem imaginacija, imaginarno kot iluzija ima nekoliko drugačen pomen. Lahko pa razumete tudi iluzorno, skratka nekaj, kar ne funkcionira kot realno. To je prva stvar, prvi konsens, ki ja.